največje mesto v Bolgariji, 400 tisoč prebivalcev in pa fenomenalen, bom rekel, teater. Samo pogledajte njegovo veličino. V bistvu sem bil tudi na tem področju. Ko prideš na vrh, dejansko vidiš celotno mesto in Plovdiv je še eno izmed čarobnih mest v Bolgariji. Skratka, jaz v Bolgariji lahko govorim samo superlativ. Je v bistvu zelo specifična država, v njej sem preživel v bistvu že več kot 1 leto dni svojega življenja. Kako dobro jo poznamo? Slovenci ne poznajo Bolgarije, bom rekel, predvsem iz enega razloga, zaradi tega, ker tja nikoli nismo potovali. Zakaj ne? Ker velja za revno državo? Ta občutek revnosti mogoče se kaže samo navzven, dejansko pa se v razvoju, kar se tudi kaže z vključevanjem v Evropsko unijo. Bolgari slovijo po svoji posebni začimbi. Kakšna hrana je značilna za Bolgarijo? Recimo sarme, čevapčiči, to je v Bolgariji vse drugače. V Bolgariji uporabljajo začimbo, ki se imenuje čubrica. Gre za zmes oziroma, bom rekel, različne začimbe, ki so zdrobljene v eno in potem Bolgari to dejansko povsod dajo notri. Tudi v kavarmo. Kavarma je pa v bistvu tradicionalna bolgarska jed iz recimo piščančjega mesa zelenjave in jo potem skuhajo v taki glineni posodi, je pa res božanska jed. Se je težko naučiti bolgarsko? Jaz recimo sem bolgarščino osvojil brez enega tečaja. Kakšno glasbo poslušajo Bolgari? Njihova glasba se imenuje čalga, to je v bistvu balkan muzika. Njihova čalga je narodno zabavna. Kaj pa šport? Kaj imajo radi? Tako kot pri nas, nogomet številka 1 šport, legendarni športnik, nogometaš Hristo Stoičkov. Zakaj naj Slovenci obiščejo Bolgarijo? Zakaj? Zaradi tega, ker tam še niso bili. Bi radi vedeli več? Prisluhnite Tadeju in popeljal vas bo v državo, ki jo ima tako rad. Bolgarščina, slovanski jezik, bom rekel takole, zelo je podobna tudi slovenščini, mogoče v prvi vrsti seveda ne, ampak recimo, če rečem voda je voda, sok je sok, kruh je hljab, mleko je mleko, skratka vidite neke povezave.